Lovec je postal plen, saj je nova kampanja ameriškega državnega sekretarja Marka Rubija Mednarodno kazensko sodišče vzela neposredno na muho. Danes bomo razpravljali o njegovi obljubi, citiram, razstaviti MKS opeko za opeko, če bo potrebno, in o osrednji ideji, ki jo je treba obravnavati, ko to počne. Sem Ilana Mizel Diamant in to je osnovno pravo. Kladivo je takoj zamahnilo, ko je ameriško zunanje ministrstvo začel obsežno kampanjo. Ta bo vključevala prepovedi potovanj, preklic viz in širše sankcije proti sodišču ter skupinam, ki posredujejo primere Mednarodnemu kazenskemu sodišču. Diplomatski klici samega Rubija in preostalega visokega vodstva zunanjega ministrstva so zavezniške države pozivali, naj se popolnoma odpovejo rimskemu statutu. In neposredno opozorilo, da naj vsaka država, ki še vedno računa na ameriški varnostni dežnik, hkrati pa zavrača zavrnitev pristojnosti sodišča, pričakuje večji nadzor. Kampanja sledi prejšnjim ukrepom od leta 2025, ki so uvedli sankcije proti 11 posameznikom, vključno s tistimi, ki so sodelovali pri izdaji nalogov za Joava Galanta in premierja Netanjahuja. To vključuje osebe, kot so glavna tožilka Mednarodnega kazenskega sodišča, več sodnikov in posebna poročevalka Združenih narodov. Zdaj za tiste, ki spremljajo težave Izraela na sodišču, se to morda zdi, kot da Washington samo hiti Izraelu na pomoč. Toda, kot je povedal Rubio, je slika v resnici veliko širša od tega. Ob govoricah o kršitvah mednarodnega prava Trumpove administracije v povezavi z Mednarodnim kazenskim sodiščem. Države članice, interesi ameriških oboroženih sil, ameriškega predsednika in v teoriji tudi vseh pomembnejših vladnih uradnikov so neposredno vpleteni. Rubio je v svojem lastnem mnenjskem članku natančno pojasnil, kaj je na kocki. Vojaki, policisti, mejni patruljni agenti in izvoljeni uradniki, vsi so bili privedeni pred sodnike iz naključnih držav po svetu in spoznani za krive. Po mednarodnih zakonih, na katere Američani nimajo ne vpliva, ne soglasja. Če bomo stali križem rok, je dejal, bodo vsi ti prepuščeni na milost in nemilost tujim sodnikom. Tisoče kilometrov stran, kjer jim grozi stalna nevarnost pregona in celo zapora zaradi tako imenovanega zločina obrambe lastne države. To res ni zgolj hipotetično. Preiskava Mednarodnega kazenskega sodišča o domnevnih dejanjih ameriških vojakov v Afganistanu je še vedno tehnično odprta, prvič odobrena leta 2020. In kar zadeva prihodnost, potem ko je ameriška mornarica letos napadla venezuelski čoln z mamili, je ena voditeljica človekovih pravic javno izjavila, da je bil ta napad enako dejanje, kot ga je Mednarodno kazensko sodišče že obtožilo filipinskega predsednika Duterteja. Ubijanje osumljencev brez sojenja. Venezuela je članica Mednarodnega kazenskega sodišča, kar bi sodišču lahko omogočilo, da si prisvoji pristojnost nad ameriškimi dejanji tam. Enaka logika velja za operacijo, ki je od tam odstranila samega Nicolasa Madura. Odvetniki za človekove pravice so že nakazali možnost, da je tudi to v pristojnosti sodišča. Rubijev argument proti Mednarodnemu kazenskemu sodišču temelji na ameriški suverenosti in to je glavni argument, ki bi ga moral podati ameriški uradnik. Rada bi dodala, da to ni edini argument in verjetno tudi ne bi smel biti, saj sama suverenost ne bo prepričala nikogar, ki že verjame, da je globalno upravljanje odgovor na svetovne probleme. Prevzemate izziv tistega, kar nekateri imenujejo mednarodni red, ki temelji na pravilih, in to pomeni, da obstaja širša kultura, ki je podlaga instituciji Mednarodnega kazenskega sodišča in drugim, ki se mora spremeniti, če želite doseči dolgoročne spremembe. To je kultura, ki verjame v upravičenost in pravičnost teh institucij, ki v nurnberških procesih vidi zgodovinski in katarzični korektiv. Po holokaustu in na primer danes v Evropi nacionalizem šteje za krivca svetovnih vojn, medtem ko je globalno upravljanje njihova rešitev. Torej, to ni enostavno prizadevanje, ki ga prevzema gospod Rubio, in mislim, da je verjetno vpletenega veliko prepričevanja, poleg uporabe neposrednih diplomatskih orodij. In ZDA nikoli niso ratificirale članstva v Mednarodnem kazenskem sodišču, prav tako ne Izrael, medtem ko so ga Kanada, Italija, Združeno kraljestvo, Francija in drugi ratificirali. In dejansko imajo te države trenutno sodnike na sodišču. Torej morate biti sposobni pokazati, da je svet dejansko boljši kraj.
bolj pravičen kraj brez mednarodnega kazenskega sodišča. In potrebujete dober odgovor na najtežje vprašanje, ki vam ga bo kdo zastavil. In sicer, če ne mednarodno kazensko sodišče, kaj se zgodi naslednjič, ko bo svet moral ustaviti novega Miloševića? To vprašanje si zasluži svojo lastno epizodo, ali celo več njih, in se bomo tega lotili. Danes pa želim predstaviti ožji argument, še vedno pomemben, ki od vas ne zahteva, da najprej rešite to težavo. Tudi ljudje, ki si ne morejo predstavljati sveta brez neke različice mednarodnega kazenskega sodišča, bi morali priznati, da je ta konkretna institucija spodletela, že na podlagi preprostih dejstev in njenega dosedanjega delovanja. To sodišče bi morali obravnavati kot travestijo, tragedijo ali oboje. In drugič, morda nekoliko bolj kontroverzno, bom govorila o širši razliki med pravom in pravičnostjo, ter o tem, kako sodišče, kot je to, ne zagotavlja ne enega, ne drugega. Začnimo torej z dosedanjim delovanjem. Zgodovinsko gledano je to sodišče, ki je šlo vedno po lažji poti. Po skoraj četrt stoletja, z letnim proračunom skoraj 200 milijonov evrov in približno 900 zaposlenimi, na spletni strani sodišča piše, da ima 13 obsodb, 4 oprostitve in 8 obtožencev, katerih primeri so se preprosto končali, ker so umrli, preden je kdorkoli sprejel razsodbo. In to vključuje Muammarja Gaddafija, ki je bil obtožen leta 2011 in je umrl v nekaj mesecih, ter vojaškega poveljnika Hamasa Mohameda Deifa, katerega primer je bil uradno zaključen lani prav zaradi tega razloga. Večina obsodb je bila izrečena afriškim vojskovodjem in vojaškim voditeljem. Pravzaprav je bil večino svoje zgodovine seznam primerov mednarodnega kazenskega sodišča praktično izključno afriški. In septembra lani so Burkina Faso, Mali in Niger skupaj odkorakale ter sodišče označile za orodje neokolonialnega zatiranja. Gambija ga je nekoč še bolj neposredno označila za mednarodno sodišče belcev. Afriška unija je že leta 2017 uradno pozvala k množičnemu izstopu afriških držav. Zdaj, ko se je sodišče odločilo izboljšati svoje delovanje in postati bolj relevantno, mu ni uspelo. Ko se je lotilo vojne med Rusijo in Ukrajino, je marca 2023 izdalo nalog za aretacijo Putina, kasneje pa še za več drugih ruskih uradnikov. A seveda, nič od tega v resnici ni imelo pomena. Putin je priletel v Mongolijo, ki je članica mednarodnega kazenskega sodišča in je pravno zavezana, da ga aretira, pa je vseeno odšel brez težav. Lani se je srečal s Trumpom v Anchorageu. Generalni sekretar ZN se je osebno sestal z njim na vrhu BRICS, kljub politiki ZN proti stikom z osebami, ki jih išče mednarodno kazensko sodišče. In Rusija je seveda na to prešla v ofenzivo, saj je tožilca mednarodnega kazenskega sodišča in 8 sodnikov ICC obsodila v odsotnosti zaradi nezakonitega pregona ruskih državljanov ter jim izrekla kazni do 15 let zapora. Šele ko pogledate to klavrno bilanco, lahko nadaljujete k popolnoma neverjetni pristranskosti, ki jo je ICC pokazalo tudi v zadevah povezanih z Izraelom. Kot pravi profesor Evgenij Kontrovič, je ICC tam zgodba o sodišču brez pristojnosti, ki preiskuje zločine v državi, ki ne obstaja. Zločini, ki se nikoli niso zgodili. Zato morate razumeti, kako je primer proti Izraelu sploh prišel na ICC, kjer Izrael ni članica ICC. Država Palestina, ki toži Izrael, pa v resnici ni država. Od leta 2009 je palestinska uprava večkrat poskušala doseči, da bi ICC sprožil primer proti Izraelu, vendar je bil zavrnjen, ker nima, in mimogrede še vedno nima, določenega ozemlja in zato ni država. Mahmud Abbas je leta 2011 za The New York Times v lastnih besedah povedal, da je cilj palestinske uprave internacionalizacija konflikta kot pravnega vprašanja, kar pomeni, da ni bil ravno usmerjen k miru in zagotovo ni poskušal ohranjati človekovih pravic. Kaj se je torej spremenilo med letom 2009 in zdaj? No, leta 2012 je OZN povišala status Palestine v državo opazovalko nečlanico, kljub temu, da nima določenih meja. In pravni svetovalec OZN je v internem dopisu odločil, da je to dovolj, da lahko palestinska uprava ali država Palestina ratificira pogodbe. No, kdo bi si mislil? Toda do leta 2015 je Mednarodno kazensko sodišče sprejelo pristop Palestine k Rimskemu statutu. In potem je sodišče, v nasprotju s svojimi pravili, svojo pristojnost retroaktivno razširilo, da bi zajelo izraelska dejanja še pred tem, ko je tako imenovana država sploh pristopila k pogodbi.
Tako je bila leta 2021 proti Izraelu odprta celovita preiskava. Rezultat, končno, novembra 2024 je tisti, ki ga poznamo. Nalogi za aretacijo Netanjahuja in Galanta ter nalogi za aretacijo 3 voditeljev Hamasa, ki so bili v bistvu že mrtvi, ko jim je kdo poskušal vročiti naloge za aretacijo. Toliko o pravičnosti in preglednosti postopka. Zdaj še ena točka, ki jo izpostavlja profesor Kontorović in še dodatno potrjuje pristranskost, je, da lahko pogledamo, kako Mednarodno kazensko sodišče zamiža pred Iranom, ki je letos izstrelil več kot 400 raket na Izrael in skoraj izključno ciljal civilne tarče. Vključno na območju, za katerega sodišče meni, da je država Palestina. Po lastni teoriji bi moralo imeti sodišče pristojnost za ta vojni zločin. Sodišče je seveda prav tako ostalo tiho glede iranskih napadov. Ubijanje mornarjev na ladjah z zastavo Maršalovih otokov v Perzijskem zalivu. Čeprav je 7 let preganjalo Izrael zaradi ene same ladje z zastavo Komorov iz napada na flotiljo za Gazo leta 2010. Toliko o Mednarodnem kazenskem sodišču in svetovnem miru. Ta institucija v bistvu komajda predstavlja svetozgled vrednot, ki jih domnevno želi zastopati v svetu. In to še preden pridemo do pikantne afere glavne tožilke. Sam tožilec, Karim Khan, je zdaj suspendiran in ga bodo verjetno odpustili zaradi domnevno neprimernega spolnega vedenja s podrejeno osebo. Ker oddajamo iz Jeruzalema, vam želim predstaviti tudi izraelski pogled na to. Izrael ima seveda že od ustanovitve dalje zdravo mero sumničavosti do pristranskosti Mednarodnega kazenskega sodišča in nasplošno zapleten odnos z mednarodnimi institucijami. Veljajo za pomembni forumi, vendar je to mnenje močno prežeto z upravičenim skepticizmom glede pristranskosti njihove sestave. In pretiran vpliv radikalnih protizahodnih in protiizraelskih nevladnih organizacij, ki ustvarjajo lažne ideološke pripovedi in demonizirajo judovsko državo. Zato ni čudno, da je raziskava Pew iz leta 2025 pokazala, ima 8 od 10 Izraelcev negativno mnenje o OZN. Zelo negativno. To je najbolj negativna ocena, ki jo je Pew našel kjerkoli med 25 državami, ki jih je raziskoval, celo precej nižje kot v Združenih državah Amerike. In predstavljam si, da bi Mednarodno kazensko sodišče doseglo še nižjo oceno, če bi ga vključili v anketo. In na nek način nas to resnično vrača k vprašanju idej, kjer želim uporabiti Izrael kot primer. V redu. Katere so nekatere kulturne predpostavke, na katerih temelji Mednarodno kazensko sodišče, ki jih je treba obravnavati? Da bi zgradili širši konsens glede, citiram, razgradnje te institucije in zagotovili, da jo v prihodnosti ne bodo ponovno ustvarili. Ali si res ne želimo nobenega globalnega upravljanja? Kaj naredi eno različico tega sprejemljivo in produktivno, drugo pa problematično? Vidite, tukaj je veliko tem, ki jih je treba obravnavati, vendar je po mojem mnenju ena osrednja zmota, ki je bistvena za to razpravo, in to je zmeda med zakonom in pravičnostjo, kar je ključno za razmislek o legitimnosti katerekoli od teh institucij. Vidite, pravičnost in zakon nista in nikoli nista bila ista stvar. Pravičnost je moralni ideal. Zakon pa je oblikovan kot orodje družbenega reda in kot izraz soglasja vladanih. Zakon je lahko pravičen ali nepravičen, in tudi njegovi učinki so lahko pravični ali nepravični, ko se uporabljajo na posameznikih. Eden od načinov, kako omejimo razkorak med zakonom in pravičnostjo, je osredotočanje na postopek, na preglednost, predvidljivost in enako uporabo. Mednarodno kazensko sodišče pade na vsakem od teh preizkusov. In ko odstranite postopek, pravila pristojnosti, nevtralni forum, preglednost, predvidljivost, ostane le še nečije mnenje in udarec s kladivcem. Zdaj javno mnenje v Izraelu zaznava to neskladje, ko gre za grozljivo zgodovino OZN, Meddržavnega sodišča in Mednarodnega kazenskega sodišča. Kar pa zadeva izraelsko intelektualno življenje, ki veliko bolj odraža kulturo ameriške in evropske akademije, pa je pravzaprav prevladovalo zelo tog in formalističen pogled na mednarodno pravo in institucije, ki naj bi ga predstavljale. Šla bom še korak dlje in rekla, da to velja tako v domačem kot v mednarodnem kontekstu. Že samo dejstvo, da sodnik, ki sedi na klopi, izda odredbo ali mnenje, mu daje domnevo legitimnosti. Znova in znova na izraelskem pravnem področju. Tako obstaja skepticizem do teh institucij in do tega, kako dobro predstavljajo vrednote, za katere trdijo, da jih predstavljajo.
tudi znotraj pravnega področja, vendar v veliko manjšem obsegu kot v preostanku izraelske družbe. Izraelsko vrhovno sodišče je desetletja neposredno vključevalo mednarodno pravo v svoje domače sodbe o humanitarni pomoči Gazi, o pravilih delovanja, o zakonitosti naselbin. Hkrati pa se postavlja kot zadnji pošteni branilec države proti istemu sistemu, katerega besedišče je prevzelo. Vključevanje mednarodnega prava v izraelsko pravo je deloma posledica resnične skladnosti svetovnega nazora, deloma strahu pred mednarodnimi posledicami in deloma priložnost za krepitev lastne domače moči pravnega sistema. Toda prisotna je tudi tista bolj osnovna, slaba ideja, da imajo pravne institucije monopol nad razumevanjem in izvajanjem pravičnosti. Le malo stvari mi to zmedo, izrazi bolje kot prvotno mnenje sodnika Aharona Baraka na Meddržavnem sodišču leta 2024. V svojem mnenju je imel sodnik Barak, ki je sedel kot izraelski ad hoc sodnik, vse možnosti, da stori to, kar je storil ugandski sodnik v tem primeru, ki je odločil, da je celotna pritožba, v kateri se Izrael obtožuje genocida v Gazi, zunaj pristojnosti sodišča. Politični spor, predstavljen kot pravni spor, ki sploh ni primeren za sodno reševanje. Barak te možnosti ni izbral. Glasoval je z večino pri 2 od 6 ukrepov, nato pa proti še 4, in zapisal, da ga pri tem ni vodila njegova vlada, temveč nekaj, kar je nad njo. Imenoval me je Izrael, je zapisal. Nisem agent Izraela. Nadaljeval je, da je bilo njegovo edino vodilo iskanje morale, resnice in pravičnosti. Z drugimi besedami, sodišče, ki po njegovem mnenju nima prave pristojnosti nad vojno za preživetje suverene države, je bilo kljub temu legitimen forum za izrekanje moralnih sodb o vojni. In po njegovem mnenju je sodnik tisti, ki lahko odloča o teh zadevah, ker je edini, ki je edinstveno moralno naravnan. Nočem se norčevati iz temeljnega prizadevanja za pravičnost ali iz želje po poštenosti ali iz potrebe, da dobro premaga zlo. Toda preskok od te skupne želje do želje po svetovnem sodišču ali, če smo iskreni, po močnem domačem sodišču, kjer so pravila političnega delovanja preveč prilagodljiva, je prevelik korak. Ljudje si vedno znova želijo sodišča nad običajno politiko, ki bi razsojalo pravično, čisto in dokončno, ter ne bi bilo pod vplivom lastnih interesov. Skupina najboljših pravnih umov na svetu, ki bi odločala o pravem in napačnem v imenu človeštva, nad umazano politiko meja in volitev. Toda vsaka različica te ideje, ki je bila doslej ustvarjena, se zlomi na enak način. Oddaljenost od posledic povzroča oddaljenost od odgovornosti. Seveda pa ostaja zadnje vprašanje pri vsem tem. Ali bodo ZDA dejansko izpolnile svojo obljubo o razpustitvi? In kako to izgleda v praksi? Vidite, ZDA že od prvega Trumpovega mandata vstopajo v mednarodne institucije in iz njih izstopajo. In čeprav tukaj nikoli niso bile članica, bodo vsaj nekateri ukrepi, ki so bili uvedeni, zagotovo na koncu odpravljeni, če kampanja ne bo uspešna do konca tega predsedniškega mandata. Spomnite se, da je Trump izstopil iz Svetovne zdravstvene organizacije. Biden pa je ZDA ponovno vključil. Trump je izstopil iz Pariškega sporazuma, Biden se je ponovno pridružil, Trump je leta 2018 izstopil iz Sveta ZTN za človekove pravice, Biden pa se je tudi temu ponovno pridružil. Trump je seveda, ko je začel svoj drugi mandat, ponovno izstopil iz teh forumov. Kaj lahko tokrat zagotovi, da bo ta poteza obstala? To je izziv, s katerim se mora spopasti ameriško zunanje ministrstvo, vključno, upam, z nekaterimi argumenti, o katerih smo danes razpravljali. Medtem pa mislim, da se bo večina Izraelcev znašla.